Začnimo z 2D risanjem v Allplanu. Na tlorisu so točke, ki jih bomo uporabili za pomoč pri risanju. Dvodimenzionalni objekti za risanje so v modulu skiciranje pod dizajnom. Možnosti posameznega orodja bomo pojasnili skozi preprosto nalogo. Narisali bomo tloris mize z nekaj stoli različnih oblik. Uporabimo ukaz pravokotnik. Odpre se nam manjše okno, kjer izberemo način risanja pravokotnika. Preko diagonalnih točk, preko osnovnice, po središčni črti ali vnos po težišču. Ko smo narisali pravokotnik, lahko opazimo, da je vsaka njegova stranica ločena, samostojna črta. To lahko spremenimo s klikom na to možnost, ki nam ustvari pravokotnik kot polinijo. Še izberemo vnos po težišču. In sedaj ob označevanju ene stranice označimo vse stranice pravokotnika. Nato sledi risanje stolov. Uporabimo ukaz krožnica. In tem oknu izberemo možnost risanja krožnice iz središča. Risanje iz 2 točk. Ali iz 2 točk in polmera. Medtem ko v desnem delu okna izbiramo med polno krožnico. Ali risanjem po dolžini loka, določenega kota in podobno. Označimo središče in narišimo krog s polmerom 20 cm. Za drugo sedalo bomo uporabili ukaz za risanje krožnice iz 2 točk. Preidimo na ukaz za risanje poligona. Izberemo središče poligona in v spodnjem levem kotu nas Allplan vpraša, koliko kotov naj ima poligon. Največ lahko izberemo 1000 kotov. Za tole nalogo bomo izbrali 5 kotov s polmerom 20 cm. Za drugo stolico pa naredimo tronožec. Sedaj prehajamo na risanje črt, polčrt. Črte lahko rišemo kot posamezne črte ali kot poligone. Ko boste risali posamezne črte potem, ko ste izbrali končno točko te črte, Allplan ne bo nadaljeval z risanjem druge črte, temveč moramo ponovno izbrati tudi začetno točko. Pri poliliniji Allplan samo nadaljuje z dokončanjem zadnje črte. Vendar te črte niso povezane v eno polčrto. Če želimo zaobljene vogale, se lahko poslužimo ukaza za okroži in izberemo 2 črti, ki se sekata. Preko ukaza polilinija pridemo do prave polilinije. Tukaj so možnosti za določitev dela za poligonsko risanje. Po risanju takšne polčrte, ob izbiri katerega koli dela črte, označimo celotno črto. Krivulja ali po angleško spline je tukaj. Pomembno je izbrati nekaj točk in potem lahko manipulirali z njeno ukrivljenostjo. Seveda, pri krivulji so tudi dodatne možnosti. Kot so na primer izbira začetne ali končne točke za spoj in možnost skoka. Elipso rišemo podobno kot krožnico, s še dodatnimi možnostmi izbire polmera A in polmera B.